Dobrodošli v nov video. Ta video bo po dolgem času spet kot en vlog. Zakaj? Ta studio moram nažalost seliti na novo lokacijo. In ker smo delali čistko in pregledali stvari, ki jih rabimo in katere ne, sem ugotovil, da imam jaz en računalnik viška. Tu je ta računalnik tukaj. Specifikacije tega računalnika so sledeče. i7 3770K, 16 GB rama, Juria 60, 6 GB rama GeForce, grafična kartica, 120 GB SSD za sistem in 500 GB hard disk. Ampak ker je ta računalnik že toliko star in je primeren samo še z pisarniško delo, kot je kakšen Word, Office pa to, zato je odličen. Ampak jaz bi vseeno v studiu vsake toliko kakšno igrico rad odigral in zato sem se odločil, da ga bom prodal. Na Facebook Market sem dal ceno 130 € in prodal se je v enem dnevu, tako da povpraševanje je bilo kar veliko, tako da cena je bila, kar se mene tiče, realna, poštena, ne tako kot nekateri nabohi, ki svoje rabljene stvari prodajajo po isti ceni kot nova, temu jaz rečem boha preprodajalci. V glavnem, računalnik sem prodal v enem dnevu. Zdaj čakam gospoda, fanta, da ga pride iskat in kakor sem ga razumel, gre računalnik v Idrijo. Tako da pozdrav v Idrijo, če slučajno gledaš ta video. V glavnem, kakšen je pa plan za naprej? Teh 130 € to bogatijo bom vložil v nov računalnik. Ne nov, ampak nov rabljen. Zakaj? Tukaj imam nov procesor, rabljen procesor seveda. Ni Ryzen 9, kakor piše na škatli, ampak je Ryzen 5, 5600X. Se pravi, to je 6-jedrni procesor in to bo srce, možgani mojega novega računalnika. Teh 130 € bom porabil za nakup druge matične plošče, rame in po možnosti ohišje. In če bo vse po sreči, bo vse mikro ATX, da bo majhno in seksi ohišje. Za naprej bomo pa pol še videli, kaj bomo za diske dali in koliko bomo zapravili denarja. Tako da načeloma mislim, da če bo vse po sreči, bi mogel dodati še 150 do 200 € za grafično kartico in diske. Neki diske imam že, tako da bom spotoma še vse pokazal, kaj imam na lagerju, pa kaj bom še uporabil. Če se prav spomnim, imam doma en 500 GB SSD, ki bi lahko bil za sistem. Zdaj odvisno, kakšno matično plato bom dobil, če bom imela NVMe slot, bom mogoče kupil kakšen NVMe disk za sistem, pa 500 GB imel noter z igre pa z te pizderije. V glavnem, snemanje tega videa bo potekalo več dni, verjetno več kot en mesec, glede na moj tempo, tako da sprememba garderobe, poraščenosti po obrazu naj vas ne preseneti, ker se bo dogajala. Kontinuiteta bo šla skozi okno. V glavnem, dan se je začel že ful dobro. Včeraj, ko sem prišel domov, sem šel na Jokerjev forum, menjalnik, na katerega redno zahajam. In sem tam napisal, da zdaj pač, ker imam nekaj denarja v žepu, 130 €, bi rad kupil matično plato in rame in da zbiram ponudbe. En mi je takoj napisal, se mi je tako javil, da mi ponuja ITX, to so ta majhne plate, ne ATX, ampak ITX, matično plato od gigabajta s chipsetom X570 in 32 GB rama. In me je vprašal, koliko mu ponudim, in sem rekel, da pač delam budget building, da bi rad čim več dobil za čim manj denarja. Sem mu ponudil 50 € za plato in rame, kar ni velik, ampak še vedno. Če bi šel kupavati vse novo, bi 80 € dal za novo matično plato in 16 GB rama. In sem mu rekel, da bom itak YouTube video delal in je rekel, ok, z YouTube videom si me kupil in mi je rekel, da mi prodal vse za 50 €. Edino, kar je, fant je iz Kopra in bo mogel iti na road trip. Se pravi, če grem jaz na road trip, greste tudi vi na road trip. V glavnem, zdaj je rekel, da mora preveriti, če matična plata dela, ker je malo zvita, ker je imel veliko grafično kartico in čakam, da mi javi, ali je vse ok. Ker plan je, da za čim manj denarja dobimo čim več in čim boljše stvari. Zvečer sem prvi razmišljal, katero grafično kartico bi dal noter in sem prišel do ugotovitve, za bang for the buck je trenutno RX 6600 od AMD-ja. In na Facebook Marketu sem najdel eno iz Kopra in hoče 100 € za njo. 8 GB rama od Safireta in izgleda zelo reda, tako da če bo matična plata v redu in ko bom šel road trip v Koper, bom verjetno tudi to grafično kartico vzel. Ker v studiu ne bom imel velikega monitorja, imel bom Full HD in to po možnosti še 60 frameov, nimam gamerskega monitorja tam, ampak vseeno, za vsake toliko, ko smo igro odigrati, fajn, da imam eno grafično kartico.
Gledal sem tudi RTX 2060 Super, ki je tam okrog 150 €, ajde, verjetno bi zbarantal še kakšen evro dol. Ampak po testih in po pričevanjih na internetu sta te dve kartici enakovredni oziroma je radio nekje še boljši, pa tudi novejša kartica je in mislim, da bo kar RX 6600 šel noter. Tako da držite pesti. Evo, tip mi je javil, da matična plata dela, tako da zdaj se peljem v Koper. Sicer je nedelja, bo gužva, ampak mislim, da glede na ceno, ki mi je dal, bo vredno svoje poti. Se pravi, matično ploščo, 32 GB rama in NVMe 500 GB mi bo dal vse skupaj za 65 €, kar je odlična cena in bo vredna te gužve, ki jo bom mogel danes trpeti na poti na obalo in nazaj. Sem se pa zmenil še za grafično kartico, kot sem rekel, Sapphire RX 6600, ta je pa v Ankaranu in jo bom spotoma prevzel, tako da bom ubil dve muhe na en mah. Dober dan, sosed. Okay. On mi bo pa prodal napajalec, mora še preveriti, ali bo 450 vaten ali 550. Pa če dela, Pa če dela, če je kvalitetno ustrezen zahtevam soseda. mislim, da bo. Nisem zahteven človek. Tako da zdaj pa spoki, grem jaz na obalo. Ura je 15:33, pa da vidimo, koliko cajta bomo rabili do Kopra. Bolj me skrbi, kaj bo na poti nazaj, ker tle pri Ljubljani že vse stoji. Verjetno bom šel po stari cesti nazaj, ampak bomo videli. No, jaz sem Rok. Čau, Miha, veseli. Ja, zdravo, Miha. Kaj greva gor do tebe? Evo, matična rami pa disk prevzet. Zdaj pa še v Ankaran po grafično kartico. Pa počasi domov, upam, da ne bo guže. Evo, pa je še grafična kartica doma, kot nova je. Tako. Evo, zdaj sem prevzel še grafično kartico. Matično ploščo, rame in disk sem že prej prevzel, kot ste videli. Ful dobre cene sem dobil, hvala Obala, ker ste tako lepo poskrbeli zame. Tako da, zdaj pa počasi nazaj v civilizacijo, ne? Gremo. Sej se hecam, no, ne se takoj užaliti. Many months later. December je že, vso robo imam nabavljeno, na Amazonu sem si naročil hladilnik za procesor, ohišje sem kupil novo. Zakaj? Zaradi tega, ker na Facebook Market in na Bolhi prodajajo stare kište, podrte, umazane za 30-40 €, kar ste neumni. Jaz sem za novo ohišje sem dal 35 €. Tako da svoje stare gajbe lepo vi ali dajte nekomu za stojn ali pa za 10 €, ne pa za 40 €, koliko te stane nova. Napajalec sem kupil od soseda, ki ste ga že prej itak videli v videu. Crosshaira, 550 W, bronz plus, tako da jaz mislim, da bo zadosti za poganjati vso to mašinerijo. Vso opremo imam, vse imam tukaj, samo časa nimam, da bi tu vse skupaj sestavil. V teh 3 mesecih, oziroma še več, odkar sem posnel nakup teh stvari, smo selili studio, smo porihtali, smo začeli delati, delamo na polno in enostavno jaz nimam časa sestaviti teh stvari, tega računalnika. In pol sem se spomnil, da imam jaz kar dobre prijatelje, ki se ukvarjajo z računalništvom, in zato sem se odločil, da bom vse to odnesel mojim prijateljem v ani.si in naj mi oni sestavijo. Tako je, Ani ne prodaja samo miški in tipkovnic, kot večina mislite, ampak imajo tudi servis računalnikov, tehnično podporo in to. In ko sem se pogovarjal z njimi, so rekli, ja, Miha, prinesi, nisi prvi in ne boš niti zadnji, ki je prinesel k nam sestaviti računalnik.
s komponentami, ki niso kupljeni pri njih. Tako da bom zdaj vse tu pospravil v eno škatlo, naložil v avto in odpeljal na ani.si. Gremo. O, Primož, tle si. Super. Evo. Povej, Miha, kaj želiš? Ej, jaz sem nabavil te stvari, da bom sestavil računalnik, budget varianta in enostavno mi je zmanjkalo časa. 3 mesece imam že te stvari na policiji in sem se spomnil na vas in sem upal, če mi ste lahko pomagali. Mislim, sigurno ti lahko pomagamo, pa v bistvu dobro, da si se spomnil na nas, ker smo gledali tvoj video na zadnji, kako se je delal z mašino, pa s tistim vodnim blokom, ne? Mogoče bolj, da ti mi pomagamo tole zložiti skupaj, no? Dosedno to sem tudi upal, da ne bom zgubil pol še 3 ličice, ki je zafukal, pa... Ja, definitivno, no? Tako da čisto super, lej, ti bomo mi pomagali brez problema. Super. Ej, še eno vprašanje vam zate. Ja. Kaj tu boste vi to vzeli za tega, ker sem jaz tudi svetovno znan youtuber, ali vzameste vsakega? Vzamemo v bistvu vsakega, no, radi vidimo, da stranke raj prinesejo, ne vem, koliko da same doma kaj čarajo, pa pač ti si pa sploh dobrodošel, ne? Ja, no, ok, super. V glavnem, tukaj imam jaz načeloma vse komponente, rami so že gor. Ok. Fuck, čakaj. It was at this moment that he knew. He fucked up. Meni se zdi, da ena ful pomembna stvar manjka. Pozabil sem procesor. Okay. Ga boš sam dal gor, ga boš uničil? Ne, ga imam v škatli v studiu. Bom šel še enkrat iskat, ga bom prinesel. V glavnem, vse je za sestaviti. Jaz bi sam prosil, tle so eni podaljški od prejšnjega builda z grafično kartico napajanja. Je bil kabel, pa bi prosil, če ga tega uporabljate za napajanje. NVMe disk na spodnjo stran matične plate. Je unita počasnejši, ker je pač na chipset, ampak tle bo sistem, ker je ta majhna plata in je samo od spodaj ali pa od zgoraj. In ko enkrat daš plato noter, ne moreš reči do spodnjega NVMe slota. Kasneje bom pa dokupil še pač 2 tera NVMe pa dal noter. Tisto bom pa upam sam lahko dodal. Boš pa nas kupil ali? Verjetno bom pri vas. Če boste dali dobro ceno. Ma valjda, itek da bomo dali. V glavnem pa BIOS treba resetirati, verjetno na plati, ko ne vem, kjer procesor je bil prej gor. Fantje bojo sigurno pogledali zadevo, da bo top of the top. Koliko treba? Super. Flexarce verjetno ne bomo rabili. Upam, da res ne. Ej, grem jaz po procesor. Jaz te pa počakam. No, dej, zmenim. Ajde, čau. Čau. Tle nekje mora biti procesor. PM. 8 ura zvečer je, danes sem 3 ure porabil, da sem najdel ta fucking procesor. Preiskal sem vse škatle, vse sem premetal. Ta selitev mi bo požrla vse živce. In na koncu prej rečem, ajde, grem še enkrat pogledat in ga najdem zatlačenega tam nekje v kotu na eni polici. Fuck, sem že videl, da bom mogel jutri novega kupiti, da lahko sploh končam ta build. Ampak jutri ga nesem Primožu v ani.si. Pa kje si to časa? Stari, 3 ure sem ga iskal. Dej, čim prej mi se stavite. Jaz sem že upal, da ti ga mnogo prodal, da ga noš najdu. Hvala Bogu, da mi ga ne boš prodal. Ne, ni to v redu, no, halo. Evo, minilo je par dni. Primož mi je javil, da je računalnik sestavljen in mi ga je osebno pripeljal, tako da ga gremo iskat. Živijo, Primož. Živijo, Miha. Kaj naprej? Ja, hvala lepa, da smo zmrzega spustil. Ja, moraš malo trpeti. Ja, valjda.
Boš lajdo? Bom. Evo, mi dva bova kar tukaj v studiu to naredila, ko imamo vse pripravljeno. Jaz prvič vidim zdaj to kišto, jaz jo nisem vzel niti z škatle, tako da jo prvič pobliže gledam. Ja, kaj si kupil, ne? Ja, in moram reči, da koliko je bilo 35 evrov, zgleda zelo seksi. Kakšno je bilo pa No, sestavljanje za 35 Bova še evrov? do tega prišla, lej. Zdaj boš ti tole folijo Ajde. dol potegnil. Ha? Brni proti kameri, Okay. da naredimo peeling. Upam, da bo kaj slišati lepo. Tišina. To je to. Veš, to je vreden 35 To je vredno evrov, že samo to. 35 Že samo to. Lej, build kot build, si kar dobro zložil skupaj, sem malo presenečen. No? Sem dobil dobro rekel. Ja, očitno, po mojem si nas malo fejkal, ko na spletni strani naše konte, pa si Ja. približno to ujel. Tako je. A ga mi dva kar učraufava tole dol. Lahko. Da ti bom jaz lahko to malo bolj noter pokazal Lahko zadeve. se- Takole zgleda zadeva, lej. Meni osebno v hiši ni slab. Ni nek presežek, ja, za 35 evrov je to, kar lahko pričakuješ. Ker smo plato dobili, tle noter je ventilatorček na SSD-ju. Prašen je bil, tako da smo to mogli mi še lepo spihati, spucati. Ne. Ta ventilator nismo mogli preklopiti na plato, zaradi tega, ker sta dva taka konektorja, ki ne greta skupaj, pa jih ne moš na plato preklopiti. Sred smo imeli mi v servisu en tale kontroler, da smo ti lahko preklopili, da ti bo zdaj ventilatorji delali pa tudi barve, RGB. tako kot treba. Ja. Aha. Ena izmed stvari je ta tvoja želja po teh belih kablih. Ne? Je super, ampak je stvar v tem, da v hiši je zelo omejen na zadnji strani, kar se tiče cable managementa. In smo zato mogli, vse smo ti dali, da je bele kable, ne, tako kot si želel, ampak tega glavnega smo ti mogli pa pripeljati po sprednji strani, zaradi tega, ker v zadnji bi bila bula. Že tako je na limitu tistega, kar lahko. No? Lahko bo tudi v zadnji pogledala. Pa, kar se sovpada s tem, je tako, da bi mogoče bil pameten, če bi tle vzel en modularen napajalnik. Napajalnik, da ni unga. Ja, zaradi tega, ker imaš zdaj v bistvu od spodaj dol imaš napajalnik, zraven imaš pa še en šop kablov, ki jih v bistvu ne rabiš, ker vidiš, da se ne rabi nekaj prav velika. Ne? Veš, to je bilo tako, ne. Pač ta napajalnik sem jaz dobil od soseda, mi ga je prodal za 30 evrov, Okay. ker on je entuzijast za voodoo kartice. Ojoj. Okay. In je testiral, kjer je napajalci, pač je imel par napajalcev in je testiral, kjer in dejansko tega je imel sam možganga. Mi ga je za zelo prijateljsko ceno mi ga je dal. Ne. Okay, mi smo se pač potrudili, kolikor smo lahko z tega naredili nekako maksimalno, da je zadeva tako. Z te strani, ko je ko ga Presentable. gledaš noter, je ful dobro zgleda, res. Ja. Vsaka čast ti, kako je imel tam fanto, ki se stavlja? Aljoša, dobro si naredil. Aljoša zna, to ni kar nekaj. Ne? Če nekdo pride, ki ni Miha Umek, ki ni tvoj skoraj že družinski prijatelj, Ja, okay. pa ti prinese tako škatlo, kot sem ti jaz, koliko bi to stalo pri vas? Aha, Sestavljanje računalnika. Pač, če nekdo pride, rečemo, Black Friday, zdaj bom jaz naročil na Amazonu ful poceni stvari in pol začne sestavljati in vidi, da mu ne gre in okay. lahko vam tudi hvam pripelje. Pač, Realno raj vidimo, da ne pride niti do te faze, ki ugotovimo, da ne gre, zaradi tega, ker takrat je lahko že kakšna škoda narejena. No? Tako da če je takle bil, da je nekaj dosti kakor toliko enostavnega, pride cena s davkom 56 evrov, se pravi, to je neka servisna ura, mašina se zloži skupaj kompletno, bio se poupdata, oziroma pač vse se naredi tako, da je kot treba. Če želi, se lahko tudi licenca dokup za Windows, še Windows naložimo, da lahko pa dejansko v bistvu doma sva mašina preklop in začne z delom. tu je pa, tako bom rekel, za 50 evrov se meni ne da doma sestavljati. Vem, da se ti ne da, pa še veš kaj je, ne? Če boš kakšne pine pokrival ali pa nekaj naredil, Bo pa več, ne? bo več. Če porabiš 4 ure, bo pa 200 evrov, ne? Ja, to je to. Če pa recimo kakšen build je malo bolj zahteven, da je kakšen vodne hlajenje ali pa kaj, pa pol pač. Ja, pa da ne režete vijako. Ne, to pa imamo prav ekstra prepovedan. Aha. Ja, odkar smo to video videli, so rekli, lej, zdaj pa se pa raj prej potrudite, preden vi začnete fleksati. Ja. Ne? To je zelo priporočljivo, ja, ker tisti build mi je z živcu, pa ne moreš. Se vidim, malo več sivih las imaš od takrat. Kar Se precej prav porajta, tako, Kar precej. jasno. Ok, da greva zdaj tu preklop, Preklopva, evo. da vidimo, kakšne barve ima. Bom kar na kamero gledal. Kaj pa ventilator? Hladilnik za procesor. Drugač vrhunski. To sem gledal revije, jaz ne vem, zakaj nimajo te firme nobeno v Sloveniji. Dejansko za to ceno, pa če sem ful pogledal Jay-Z 2 cents, pa to gledam in so vsi revijali tega ventilatorja in so rekli, da za teh 20 evrov, koliko to stane, je best buy. Ja, vprašanje, če mislim, v Sloveniji verjetno ni nobenega, Ni, ki bi to bil. se pravi, Ja,
Lej, moš vedeti, da slovenski trg je tudi relativno majhen za take zadeve. Ja, še odspred izgleda kišta tako. Res je lepa, res pač. In zdaj, če boš le gor pritisnil, se ti bojo tudi barve spreminjale. A ja, resno? Modra? Kurva, zdaj mogo Ja, čez kulk? ja, zdaj- Fuck! To je to, zdaj se boš pa mačkan na treniru prst. Sem že mislil, da sem bil prej na to. Ne, nisi bil. Če je cel lup moraš narediti. Fuck, koliko je teh barv. To bo zdaj tablet. In to dobiš, pazi, lej, za 35 €, lej, dobiš vse te barve. Evo, zdaj sem spet. To, Evo, prišel zdaj sem nazaj, spet. prišel nazaj na začetek. Ajde, ko sva lih tle, pa greva še hrbtno stran pogledat. Aljoša, ne? Aljoša. Sej, jaz sem že videl, mi je... To je v redu, to je v redu. Okay, sem mislil, da To so- more padati na tla. En more padati na tla. Sej, Aljošem Primož mi je že poslal sliko, kako izgleda od zadnje, ampak... Very nice. Drugače sploh ni slabo, ne? Super je. Sploh ni slabo. Temu Tukaj se je re- malo prostora. Temu se reče nice cable management. Res lepo, Aljoša, vsaka čas. Odlično. Verjetno si porabil več kot 1 uro za to sestavljati, po mojem. Ja, veš, le sem pa videl tole, kar sem prej rekel za modularen napajalnik. Ja, ampak se dobro, tu sem predvideval. kar ti, če si dobil tako ceno, pa nimaš kaj veliko razmišljati. No. No, me je pa v bistvu še celo tako, da bi ga lahko načeloma tudi z zadnje strani. Vidim, ja, ker je luknja. Ja, je okay. točna luknja. Pa dodatno, ker si mu željo, ne, Ja, sem ti pol. da si bil v bistvu dosti fair, da si vsaj nekaj pri nas kupil. Ne. Ja, pač neki moraš. Ja, je kupil še en 2 tera SSD, tako da smo ga tle noter ugradili še dodatno. Tako da je to, tako je ta build podražilo za nek čez 100 €. Ne? Ne, pa ne tako erotično. Ja, No. okej. Pošla tega tako, da boš čutil, kje so kabli. Lej. Ampak, lej, 35 €. Ja. Jaz sem te naprej rabljeno hiše, kot pač recycle, da ti so. Stari na Facebook marketi prodajajo 10 let staro hišo, ogabna, uni prah je zžrt noter, ko bi rabo 3 ure, da ga spucam, pa še vedno ne bi bil čist, pa ga prodaja za 30 €. Ne, ni Znaš- vreden, sigurno, ne mislim pač. Ne. Tle dobiš res nov hiše. Pa lepo je, pa 3 ventilatorji so bili zraven. Tu mi je bilo ful pomenilo, da mi ni treba zaradi hlajenja. Edini minus je pač, ja, kontroler, ne. Ni Ampak tle smo ti pa mi prišli nasprot, ne. Ful hvala. Tako da pač eden bo zdaj brez, ne, verjeten. Ampak nimamo Sorry, kaj, ne. tisti, ki je ostal brez Nimamo kontrolerja. kaj, pač ne moramo pomagati. Ne moramo vseh zadovoljiti, no. Me prav zanima, kako se bo ta grafična kartica obnesla, ker jaz sem imel to plan na Full HD poganjati pač kakšno igro, ne? Ampak tisti, ki spremljate moj TikTok, ste videli, da sem kupil nov monitor, 27-inčni 2K, ne? Tako da mislim, da ne bo lih poganjala ta grafična kartica, ampak itak ta računalnik je primarno za tle, v studiu, za kaj montirati, pa to, pa občasno kakšno igro, tako da ni to moja primarna gaming mašina, tisto imam še vedno doma. Kako izgleda, je pa v prejšnjem vlogu, ko sem brusil vodni blok, ko sem zajebal, ne? Jaz se še zmeraj daj zbudim po noči. Se zbudi. Ja, pa vidim ta video. Pa ker si na Facebooku sprašal, če pozna kdo koga, ki ima pač neko flexerco, si rekel, pa kva zdaj ti delaš, kva ti rabiš? Pos pa videl. Pos sem pa videl, se rekel. Sej, super, da je Nikola prišel, da sva to naredila, tako da Nikolo bi mogel tudi večkrat povabiti. Je prav, ko sem opravil, da bom spet delal računalnik, rekel, da je kaj zajebi, da spet pridem pogledat, da ti kaj pomagam. Tako da, sorry, Nikola. Ne, zdaj ne bo, ne. Res, ful opozoril. Flashal smo ti BIOS, kot imaš vse, mislim, kar se tiče BIOS-a, imaš po-update na najnovejšo verzijo, kar pač je, ne. Če všeč, Ful mi všeč. bi ga ti tako sestavil? Ne, Ne bi, ne? ne bi. Nisem jaz tukaj picajzlest. Na tak način, kot je ta sestavljen, ga jaz sigurno ne bi sestavil. Lej, ki je konc leta, danes smo konkretno 31. decembra, smo ti še tole prinesli, lej, kot darilo, se pravi, dobo boš Logitech tipkovnico, pa še Logitech miško. Fuck. Kaj, hočeš, da moram zdaj še bel monitor kupiti, da imam cel bel build? Po mojem bi mogel bil monitor kupiti, ja. Ej, Praš koruji, če ga imajo. ful hvala. Ja. Hvala Ani.si. Tu ste me presenetili. Mislim, zdaj nimaš več kaj govoriti, da, ne vem, da je problem, da se ti nekaj zatika ali pa da je neki miška skakala, ki ti ne more več. Jaz sem še na te pa tvojemu skilu problem. Zdaj bom lahko v stilu delal. Ne? Zdaj mi bojo vsi v pisarni tam, mi bo fovško, imam najlepši računalnik, najlepši imam spedeno na vse. Ja, to je res. Lej, sam jaz upam, ne, da bo ta video še letos. Ne.
Koliko je ura? Moram iti. Božiča čakal, Hvala. ker te cene ne več pol veljale. Ja, ponovno. Božiča, ne, to bo čisto nekaj drugega. Inflacija pa to, Ja, ne, ja, nikoli ne veš. man-hour se, pa Vse gre, minimalc vse se dviga, tako da Aljoša Ja, top. upa, da boš dobil kaj dodatek božični, oziroma da si ga dobil, novoletni dodatek. Kaj bo je? Je- Jaz ti tle dajem Lej, stvari. novoletni dodatek zate je tudi, da se družiš z mano. To je, veš, kakšen privilegij, druženje z Miha Umek na njegovem YouTube kanalu. Pa ne vem zdaj, mislim, a je mogoče to, da se ti z mano? Zdaj, glede na to, da si ti že bolj prepoznavna oseba na TikToku, kot res, ne? Ti vaši giveawayi Ti si mogoče malo lisica, kle, zdaj v tej zgodbi, ja? Hočeš ti malo na mene? Ja, nikoli ne veš, kaj če ti reči. Ne, Ampak- super je, super je. Ej, ful hvala. Dej bom jaz to zdaj šel sprovat, Ok, pa da vidimo, kaj bo, da ne bo predolg video. cool, Okay. nično. Hvala ti. Hvala tebi. Ok, Primož je zdaj šel. Gremo mi na hitro preveriti, koliko denarja je dejansko šlo za ta računalnik. Bomo šli kar po alinejah, bom tukaj pri strani napisal točno, koliko je stala vsaka komponenta, pa da vidimo na koncu prerez, koliko in kaj sem dal. V glavnem, za matično ploščo 32 GB rama in 500 disk NVMe sem dal 65 evrov. 36 evrov me je stalo to ohišje, Dark Flash A290, zraven so prišli še 3 ventilatorji. 100 evrov je bila grafična kartica RX 6600, 8 GB. Procesor sem imel že odprej in ga vrednotim okrog 70 evrov. Pač prodajajo se tudi po 100 evrov, ampak mislim, da je to nategunska cena in da je 70 evrov nekje realna in poštena cena z rabljen procesor. Imel sem še svoj Crucial MX300 500 GB SSD disk, klasičen 2,5 inčen, tega vrednotim 10 evrov. CPU cooler Thermalright me je stal na Amazonu 17 evrov. Pač 17-20 evrov, jaz ne vem točno, pač čist na Amazonu imam cene brez davka. Napajalec 550 watten, tega sem kupil pa od mojega soseda Nejca in mi ga je dal za 30 evrov. Ko na koncu potegnem črto, me je ta računalnik stal 328 evrov, ker je za tako matično ploščo, procesor in sestavine, ki so noter, je to res dobra cena. Zdaj, če odštejemo procesor, ki sem ga že imel, odbijemo 70 evrov, pa odbijemo 130 evrov, katere sem dobil s prodajo prejšnjega računalnika, sem dejansko iz svojega žepa dal 128 evrov, ker res je ful malo denarja. Pa če prištejemo še 56 evrov, ki bi mogel plačati Ani.si, da so mi sestavili to kišto, bi me na koncu stal ta računalnik 184 evrov. In moram reči, da za tak denar, tako mašino dobiti, nimaš kaj sploh razmišljati. V glavnem, hvala, ker ste bili z mano do konca. Ta video sem snemal več kot pol leta, zdaj vprašanje še koliko cajta ga bom montiral, ampak začel sem ga snemati poleti, še v tem starem studiu, vmes smo se selili, ampak na koncu projekt je pripeljan do konca. Če bi radi videli, kako jaz sestavljam računalnik, pa kako se matram, napišite spodaj v komentarje in če bo ful zanimanja, bomo drugo leto oziroma letos bom poskusil narediti tudi tak video, ne. Ampak, kot v prejšnjem videu, ko sem sestavljal računalnik, ne morem zaključiti videa, brez da pokažem, kako lepo izgleda ta računalnik. Beauty shoti morajo biti posneti. Aljoša res je naredil super delo. Erika sem že poklical, pride, da naredi še beauty shote. Mi pa se vidimo v naslednjem videu. Čau! Thank you.